Tone, dober dan. Dober dan, gospod. Mečkam se še naprej usedi, Ja, prosim, dober dan, boš dober dan. malo bližje imel tegale. Da se ga enako bližje. Takole. Super. Še enkdaj. Ne, zakva, to je že vse, to je spontano, se veš. Ne? Spontano, s spontanimi ljudmi. Lepo, da si vzel dragocen, zelo dragocen čas, me povabil v svoj trenutni kraj, ne? Ali pa zdajšnji, v Brusnice. Zdaj, kako si prišel sem, bova verjetno še razložila tekom debate, počas si bo vzela nekaj minut. Ne? Yeah. Sem pa šel čez en članek pred kratkim, v katerem lepo piše, da si eden redkih, ki so si upali delovati tam, kjer se spi na tleh in hodi do pasu po blatu. Yeah. Ja. Zdaj pa, a če pa to malo razdelati? Jaz bi rekel, da si človek akcije v bistvu. Ne, ja. Ne, se tukaj naše poslanstvo je znanete evangelije, to je gotovo. Ne? Zdaj, če je to v Sloveniji, bi se to vsi smijali, bi rekli, da se to ni mogoče, se to ni res, kje pa se Sloveniji še podle spi. Ne? Ko greš pa na konc tam na Madagaskar, tiste najbolj oddaljene vasi, kjer je ogromno ljudi, mi mislimo to, da je to namičkana vas, to jaz vam povem, da je to občina, ki ima 90,000 ljudi. Ne, 90,000 ljudi, pa nas bi bila že to kar urenko občina. In tam krščanstva še ni bilo. Življenjski pogoji so pa tam točno taki, ne. Ima mehno hišico, ni dobenih stolov, dobenih miza, nič ni na tleh in spiš na tleh. In če nisi pripravljen, da spiš na tleh, se ljudem na ta način približati, enostavno nimaš kaj tam delati, moraš iti domov. Ne? Se pravi, da moraš to v zakup vzeti, če hočeš, da bo evangelij prišel do ljudi, ne? Ker ljudje Gospoda ne sprejmejo. Z lepo kravato, lepo obleko, z črnimi hlačami se bežijo, to jih je strah, ne? Kaj pa ta zdaj bo nam spet kaj naredil. Ne? Če si pa eden izmed njih, da se v kratkih hlačeš, po možnosti mora strgane pomazane, te pa sprejmejo, mislim, te sprejmejo, prav leta pa ni kompliciran človek, bo z nami spel in ko priješ noter, lepo sprejmejo. Oni vedo, ima belci vsega, kar hoče, to so prepričani. Sam da greš pa ti do njih in živiš v takih pogojih kot oni, to se pa jem čuden zdaj. In zelo čuden zdaj. In kolikor so me rekli, pa kaj ti tle delaš, če si pa srečen v Evropi? Imaš denar, imaš hrano, imaš avto, imaš asfalt, tle pa po blatu hodiš, racaš, plavaš po rekah, da do nas priješ. Zakaj to? Imaš pa več možnosti, ko zbudi v njih to vprašanje, ko se rodi v njih to vprašanje, ko vidi enega belca, da z njim po blati kroži, da z njim reže v polje dela, da se z njimi v hiši pogovarja, na tleh sedi, čaka, da bo tisto Bogo večerjo skuhal, na zemlji pol zaležeš, na zemlji spiš, ker imaš bog, uši, stenico, vsega dost, ne? Pol si pa reči, ja, verjetno pa ni to tako neumna stvar, da je nam prenaša, ponuja, ne? Da verjetno ne na nekaj na tem. Ne? In to, če me oni živijo sami v sebi zaradi življenjskih pogojev, v kakršni živiš, si jim porajajo to vprašanje, pa ti na to tudi lažje odgovoriš. Ne? Kaj je tvoje poslanstvo, zakaj se prišel, zakaj z njimi hočeš živeti na isti način kot njih, ker imaš pač eno sporočilo, ki želiš, da ga slišijo. Ne, da ga sprejmijo, da ga slišijo najprej, ne? Ker razumevanje evangelija ni to, da mora ga sprejeti, ne? Da ga slišijo. Da ga poveš, da ga razložiš, zakaj, pa zakaj si tako daleč, pa zakaj živiš v takih čudnih pogojih za belce nerazumljive, ne? Jim razložiš, da je to zaradi Jezusa, da je to zaradi vere, pa enostavno ljudje vprašajo, pa kakšna je ta vera, pa kako to živite ta vera, ne? In se pravi, da se dialog odpre, ne? Ko se dialog odpre, pa so pa vprašanje, pa odgovori in to je zelo hitro naprej. Toliko enih stvari si zdajle odprl, tudi dotaknil si se veliko mojih vprašanj, ki imam klele zapisanih, ampak dajva na začetku, ne? Kako si sploh prišel na Madagaskar? Se pravi, tisti tvoji začetki, kako je to izgledalo? Zakaj je odločitev v Madagaskarju? Lej, da to je zelo v preteklosti zamegljeno, ne? Čeprav je zelo jasno odločitev, zakaj na Madagaskarju. Nikdar nisem mislil v prvih letih bogoslovja, da bom šel na Madagaskar. Ne? Pa smo bogoslovje študirali, duhovnik bom, to sem se takrat odločil. Ne? In kako bom duhovnik, to je bilo potem vprašanje, ki sem ga razmišljal vseh 6 let. Ne?
ali bom vreden klica Božjega, da na to odgovorim, ali bom zdržal, ali ne bom zdržal. Tisti 6 let vzgoje se to vedno po tebi poraja, ne? In moraš na ta vprašanje odgovoriti slejko prej, ne? Ker čas teče. Pravimo 6 let je dolgi, ne, 6 let za tako vprašanje zelo hita. In smo veliko razpravljali potem v humanizmu, o veri, vsem. Ne? Jaz se spomnim, jaz nisem bil kot misijonski krožki, pa to ne, pa so velike, ko so prišli naši misionari na dopust, so prišli pa tudi nam o bogoslovju govoriti, o misijonih, potrebe o misijonih, delu misijonih, ne. Jaz se spomnim 4. letniku, neč poprej kot 4. letniku, so prišli z Madagaskarja, Janko Slabej, Janez Puha in vsi ti so prišli, rekli, mi rabimo pomoč, mi Slovenci smo en del škofije prevzeli, če je kdo med vami privoljen, ali pa da bi bil za to, naj prije nam pomagati. Ne? In to se meni takrat kliklo v glavi, sem rekel, to je pa čudovita priložnost, da svoje krščanstvo, pa svoje veselje do krščanstva izražen nekje druge. Ne? Moramo vedeti, da kaj je bilo v Sloveniji dosti duhovnikov še, ne? Dosti mladih, dosti močnih, bogoslovcev nas je bilo čez 160, ne? Se pravi, da ni bil noben problem, da v Sloveniji ni duhovnikov, dosti jih je bilo. Ne? Zato to iti na Madagaskar, prav zaradi kaj Madagaskar, so druge afriške države, mi sploh nisem vedel, da obstajajo takrat orang, ampak to so prišli naši slovenski misionari, pridite nam pomagati. Se rekli, to je pa izziv, veselje, pa bom šel dol. Ne? Se pravi, da je bila odločitev takrat nekaj v 4. letu fakultete in je to raslo v meni in je prišlo posvečenje in je bilo zanimivo, da sem jaz rekel takrat nadškofu Šuštarju, ki me je posvetil, se rekel, jaz grem na Madagaskar takoj po posvečenju. In rekel, to ne, najmoraš tle 5 let delati, v Sloveniji, moraš najprej v Sloveniji 5 let delati, moraš pa lagati. Se rekel, ne, jaz bi šel takoj, to pa ne more tako. Se rekel, bom šel pa lazaristom, ne? Lazaristi je pa misijonska družba, ker so bili veseli, če bi se kdo odločil, da bi šel dol, ne? Je rekel, to ne smeš iti, ampak verjetno se heco, ne? To ne smeš iti, če se kdo namesto tebe ne upiše v semenišče. In takrat se njih moj brat Joško upisal v semenišče, se je rekel Škof, moj brat se je zapisal. In je šel gledati dedec. Je šel gledati in rekel, ja, pa res je pa lahko greš. In se šel po, takrat je bil glih stres, vizitator, se je rekel, jaz bi prišel k vam zato, ker bi šel rad v misione takoj. On je bil pa takrat prav tak, vzhičen je bil nad misijo, vesel je bil in takoj sprejel, rekel, takoj ni problem. In sem se odločil takoj po posvečenju, da sem šel najprej k lazaristom, ker sem tudi novicijat delal na Madagaskarju, ne? In istočasno že začel delati svoje pastoralno delo na Madagaskarju. Ne? Tako da je bila ta odločitev glede sil razmer, ne? Potrebe vesoljne cerkve. Veš, kako je večina se jih ne odloži, da bi šli tako daleč. Meni se pa tu zdaj en tak lep izziv, tudi za krščanstvo, tudi za uznanje evangelij tistim, ki ga še ne poznajo, protic, ad gentes, kot pravijo Latinci, ad gentes, k poganom je poznane. Je pa res, da takrat, ko smo prišli dol 84-85 leta, je bilo predvsem na tem področju, ko smo Slovenci prevzeli zelo malo kristjanov. Danes, po 30-40 letih, je to že več kot pol skoraj po kristjaninu. Ne več kot pol, ampak ogromno. Ker so slovenski misionari res fejs delali, pridobili ljudi za krščanstvo, tako da zdaj nimamo niti časa, da bi se srečevali med seboj. Takrat sem bil dol prišel, pa še dosti časa. Smo imeli dosti za srečanje, za vse to. Se pravi, da je bila res potreba ene vrste božji klic preko naših misionarjev, da smo se odzvali in smo šli dol. Se takrat je nas kar nekaj šlo, smo šli 3, 4, smo šli predvsej lajših misionarjev, ampak prav s tem namenom, živeti svojo vero, svoje evangelije z ljudmi, ki ga še ne poznajo. In to je bil tak lep izziv, ki ga ne bom nikoli v življenju pozabil in je bil čudovit, se ti zapiše v srce. Je pa druga stvar, Afrika postane mamilo. Zraz belcev Afrika postane mamilo. Če je tisto, kar se to pismo pravi, da se moraš vedno sebi odpovedovati. Vedno sebi umirati, zato da bo živel bolj za tisti cilj, ki si ga zadal, pri meni je to znanovanje evangelije, ne moraš pozabiti na sebe, na svoje udobe, na svoje koristi, na svoje zdravje, vse moraš to pustiti v zadju, z enim samim namenom, da bi res Jezusov evangelij prišel do srca tistih, ki ga še ne poznajo. In ko te to prime, ko ti njihovo življenje stopiš, ko spoznaš njihovo kulturo, njihov jezik, ko skušaš, ker prav zavestno
spoznavaš njihovo kulturo, način njihovega življenja in tako naprej, enostavno postane mamilo, ker je odgovor lep. Zakaj je odgovor lep? Jaz sem poznal, fanti se šli dol in sem se nekaj srečen počutil, ker so vedno držali distanco, vi črnci, mi belci, ne? In to je ošabnost. Ne? Jaz sem pa to vedno do danes se trudim, da se tu zruši. Vsi smo brati in sestre v Jezusu, vsi smo Kristusovi otroci in to moramo zrušiti. Ne? In ko to rušiš, če ti uspe, pa to postane mamilo, ko nočeš več domov. To so taka prijateljske vezi, dobrotnost, dobrotljivost, tu vse imaš tle in se ne želiš več domov. Ne? Ampak kakšni so bili pa začetki? Začetki gotovo niso bili luštne. Kako si se znajdel? Ja, kaj ti si najprej porihtel? Ali sam pri sebi, ali v odnosu do okolja? Najprej moraš sam pri sebi porihtel. Ker tu greš v misijone, misliš, to bo vse lahko teklo. Ampak ni bilo to tako. Jaz sem imel vedno malo problema, to vedno povem, pač tiste naivni, niti ne v teologiji, naivnem razmišljanju, odrešenju, Bog je ljubezen, to je prva stvar, ki se meni v glavo zapičila, še v danes verjamem, to je srčika našega sporočila, Bog je ljubezen, pri njem ima vsak človek svoje mesto, Bog vsak rab ima, doben ga ne izključi svojega odrešilnega načrta, vsi smo nota. Pa sem se pa rekel, če Bog ljubezen, zakaj on zahteva Jezusa, da je na križu umrl? Sem ga lahko drugače odrešil, svet. Zakaj preko trpljenja pa oboje svojega lastnega sina? Mislim, to je tako precej sadistično se tu sliši. In s tega to nisem bil čistim in ni bilo jasno, ampak sem se dal vseeno posvetiti. Ko sem se dal posvetiti, rekel, se ni važno, konec konca, da bom že tu počas po gruntu. In jaz sem takrat vedno pravim, Bog se pa z ljudmi bolj mičkem tako, v preko preizkušenj in take igrivosti nas pelje po poti, da se te problemi sami po sebi rešijo. To je zanimivo. Ti trpiš tam 2 leti, 3 leti, pa kaj je to, pa daj mi Bog razloži. Ampak on ima to že v nos v svojem načrtu. To je zdaj, ker nazaj gledam, vem, da to tako je. Takrat pa ni bilo to tako. Takrat sem se izboril z Bogom, pa rekel Bog, pa ne boš ti mene zavrkavo vzela. In prva taka stvar, jaz sem prišel dol novicijat delati, novicijat se dela, preden si posvečen. Sam, ki sem bil že duhovnik, sem mogel novicijat eno leto delati in da ne bom zastoj, sem me dal maševati v bolnico tuberkuloznih bolnikov, ker si vsak dan se srečeval z bolniki, z boleznijo, s trpljenjem. Na drugi strani pa zaporniki. In zaporniki na Madagaskar, to je slabš kot pes. Tam zapornik, če je bil v zaporu, veš, da bo stekel prej umrl, če ni imel kakšnega dobrega žlahtnika, da mu je nosil hrano, ga podpiral, drugače umrl, gotovo. In jaz mašujem, so mi 2 fanta umrla pred oltarjem, med mašo. In sem nehal mašovati, se gremo stran, mi ne bomo več mašali, ker jaz ne bom šel mrtvim ljudem, lačnim ljudem, to se norca delati z Boga in z vire in z vsega. Pa ni šlo v moji glavi, tu Bog je ljubezen, kako bom jaz tistim, ki odlagati umiram, šel. To mislim, ni šlo skupaj. Jaz se spomnim takrat, ko sem šel pol v kapelo, sem vedno molil, se rekel Bog, čeprav smo bogoslovci vedno molili, ampak to je bilo tisto, kar smo mogli. Ampak molil si rad, ampak mogel. Tle je bil pa čisto drug vidik molitve, aspekt molitve. Je bilo pa potrebujem. To je bil pa klic, pa krik iz notranjosti mojega jaza. Gospod, tle mi ni jasno. Daj mi povej, zakaj to dopuščaš. Če si Bog ljubezni, ljubeči Bog. In ta molitev pred Bogom je trajala 3 mesece. Za mene. In jaz upam, da bom srežil, da pač to je na tako osebno razodetje. Kar nekrat po 3 meseci pa pol se meni tisti križ, ko sem ga opazoval, nekam čudno zazdel. Ampak to ni važno. Važno je, da sem jaz stal pa šel poslo, ob polnoči približno. In umiren, vesel, dobenega vprašanja več. Ali bom duhovnik ostal ali ne. To je bilo jasno in glasno, da bom duhovnik do večnosti. In se mi zdi, da mi je takrat Jezus rekel, to ne se sekirati. Jaz sem na križ šel zato, da se lahko čisto vsak odreši. Še tako veliko trpljenje, samo preko križa ima svoj smisel, samo preko križa bo prišel do odrešenja in tako naprej. In posledica tega, sadovi tega razmišljanja, pa jaz pravim, osebnega razodetja Boga meni,
ponižno moš to reči, ne, je bilo tudi pol sad, vse življenje bom delal za Boga, kjerkoli, se ne bom več sekiral, ali si je sposoben ali ni sposoben. V cerkvi je vsak sposoben, vsak ima svoje mesto, vsak na svoj način pove. Važno je, da je sporočilo Jezusove ljubezni vsakega človeka naprej. Ne. Enega bo znal filozofsko to zaviti, pa bo lepo povedati, drugi z delom, tretji z razmišljanjem. Vsak lahko Jezusa znane na svoj način. In takrat sem se odločil, to je za 40 let, ne, da ne bom se nikoli več spraševal, ampak če se da, kar se da, za Jezusa vedno bom vse naredil. Je dobra še ena stvar, ko smo prišli na Madagaskar, ne, ko si z avionom dol smo šli pol domov v tisto glavno mesto. Ja, to jaz sem se tako smejil, sem rekel, a bomo tle preživeli, ne? A to prvič, ko si? Prvi dan. Tisti prvi dan sem prišel na Madagaskar, ne? Ker so tam predajali ob cesti, poln blata, muh, vsega. In tam je bilo po 100 metrov v glavnem mestu, tisto mesu, kar po asfaltu gor nadevan. Muh, blat, avto šel, vse po šprice, ne? Si rekel, tle pa ne vem, če bomo preživeli, ne? To je pa grozno. Sam drug dan, ko bi tisti misel pečem, pa na krožniku je bil čudovit. Se rekel, pa to je krasno, se ni važno, če je mu. Ne? Jaz sem se enkrat zafrkal, pa sem šel onemu, ko je prodajal, mesarju se rekel, popoldne, ker že nisem več mesar videl, so bile samo muhe. Sem ga vprašal, koliko pa je kila muh, pa je bilo jezel. Nisem videl mesa, to je bilo muh, ne? Ampak smo kupili, ne? Dvakrat vpraš, se je skuhali, je bilo čudovito, po nobeni muha nismo delali, pa dobro je bilo tako dobro, ne? Kada nimaš, je to tista stvar, ki se ti groža zelo dobro, veš, to je največje, ne? Največji apetit je, da lahko tam, se nič drugega. In tisti je tako prvo srečanje, za mene zabavno, se je rekel, to preprosto, doben, to kar z roka se je, če je bilo treba tam, doben neč tiste banane umivo ali pa kaj drugega, se kar je vse z roko, pa so bili zdrav, veseli in tako naprej. Se rekel, veš, to je pa srečanje z enim takim bolj preprostim življenjem, tam, kjer neč ni, in kar je zelo spoštovano, to čist mičkeno, to. Druga stvar pa, ki sem sta prve dni na Madagaskarju opazil, ko še sploh nisem šel dol v faru, prve dni, da ti ljudje vse delijo. Karkoli so imeli, so vse delili. Eno banano so razdelili med 4 in 5 otroki. Eno vprašanje sem imel, kaj je tista glavna razlika ali pa ena od razlik med recimo Malgaši ali pa Afričani. Dajmo reči Malgaši, pa nami. Pa bi to rekel, da je mogoče tista zavest pripadnosti skupnosti, da smo vsi otroci tega sveta, da moramo druga podpirati, pomagati, eden dom sma, jutra ne bom imel in se vedno vse podeli. Pa tisti vesel pogled na življenje, to je nasmeh, to je večno, sam večni nasmeh. In tudi sami Malgaši pravijo, župnik, kaj se pa mudi? Nas je Bog poklical v življenje, ne v smrt, da smo preko dela ubili. In to seveda, to je pa čisto nasprotno za evropsko kulturo. Čim prej narediti, hitro narediti vse. Meni so veliko rekli moji verniki, ko sem jih v rogu učil, župnik. Pa kam se pa te pomeni? Bog ima čas, Bog ima čas, mi pa tudi ne. In zanimivo govorica od belca dole v Afrike, Bog je dal belca muro, nam je dal pa čas, mi bomo čas, vi imate puro. To veliko pomeni, nam so vse modeli, on je bilo pa vse to na izi, pa preprosto. In prva stvar, ki opazijo pri belcu, da je nor, da je zafrustriran, da ga čas preganja, vedno uro gleda, tle pa na sonce gleda, pa če ne sonce, pa veš, da se zrusi. Se pravi, da tisto občutek do življenja, ti čutiš, da ti življenje ne teka skozi prste, da ti ne teče, da ti ne odteka, ampak da plavaš v življenju in je lepo. Imaš občutek, da živiš. V Sloveniji včasih imaš občutek, da ljudje mislijo, moraš to narediti, pa sam teka, ne pa gor pa dol. Dole pa čas se usede, pa se pomeni in ni psihične bolnikov, ni nobenih psihiatrskih bolnic dol, pa kaj so ti agencije za zdravljenje porušen zakone, prekoreli, da so prekuro, se sploh to ne moreš Malgašno prevesti, da je, tukaj sem delal, sem prekuro, pa se to je nemogoče, ali bi Malgaši bi rekel, kaj si nor. Oni bo neč rekli, ja Boge, nor si, zakaj pa to delaš, zakaj pa življenje ne spoštuješ, zakaj bi pa mogel vse imeti,
Če ti je dosti, da imaš 1 kilo kruha, zakaj imaš imeti 100 kil kruha? Počas zdaj, pa počas naprej. In zato niso bolane, oni so bolane, rad živijo, dobro živijo, res da imamo več revščine, ker premalo delajo, najbolj več narediti, samo to je drug problem, to je problem tehnike, napredka to. In ta tehnika pa napredek v Sloveniji te pa nese eno udobje, te pa človeškost, pa humanizem potepta. In se prav, imaš tiste žalostne obraze, ima vsega dosti, pa samo more tega dol ne. Dol je vsi še ven, dol je vesel, da me Bog nov dan dal, če bo jedel, ne bo ga niti ne zanima več veliko, če bo lačen, boš nekaj dubo. Ampak on živi, on čut, da je na svet, da živi in celo pregovor imajo oni, mami ni mjajna, živeti, to je sladko, to je prijetno, to je lepo, to je čudovito. In zdaj moraš vse narediti, da ne bo postalo grenko, da ne bo stalo grenko življenje. Grenko bo stane, kadar si preveč napijet, kadar si živčen, tega pa nimajo. Živčnosti oni ne poznajo. Wow. No, res je to. To je zanimivo. Drug svet. Pa bi rekel, da kaj je bil večji dosežek ali pa izziv se približati tamkajšnjemu človeku ali narediti v fizičnem smislu vse to, kar si naredil. Ker ti si dejansko postavil po koncu, ne vem, 26 cerkva, če sem si prav zapomnil. 28, evo. Pri 30 šolah si imel prste vmes, da ste jih postavili. Za državo to. Za svoje osebne sem imel pa 2 ogromne, po 800 otrok, so vse polne nabite. Oziroma jih še vedno. Pa je še vodim, eno še zdaj vodim dol. Pa pol en kup infrastrukture, ceste popravljali vse. Pa dispanzerje, ambulante. Reževe polje delali vse. Pa vse to ni važno, kaj smo naredili. Važno je to, zakaj smo to naredili, pa zakaj do tega prišli. Prva moja stvar je bila spoznati človeka, njihovo kulturo pa jezik. In se nisem ukvarjal z nobeno zidarijo nič. Najprej jezik, ker to je prvo spoštovanje do naroda, kamor si šel. Pri nas Albanci, ko pride, ne bomo se jezika učili, jaz bi vse domovno gnal. Zaradi ljubezni do njih, ker oni mene ne ljubijo. Oni mene ne ljubijo. Če ti v moji državi stanuješ, bo toliko ponižen, pa spoštuj mene, da se boš mojega jezika naučil. Pa bi rekli, ja, pa z duhovnik pa tako govori. Seveda, se duhovnik ni butl. Da on točno razmišlja, pa ti begunci, ko gor pridijo, ta prva stvar v enem letu pa pol 2 let, če se ne boste jezika naučili, vsi nazaj domov. Ja, da boste pa nazaj trpeli. To pa se mora naučiti, jezik je prva stvar. In jaz sem res sam šel, takoj od 1. leta naprej sem šel sam na faro, ker nisem še nič jezika znal, maševati z ljudmi, biti ne bilo, takrat je bilo kar mohudo, ker niste zastopili. Ljudje pa ogromno v župnišče. To sem tako tudi to je bilo ogromno, tudi je bilo kar hodje. Neč, malo se režiš, pa neumnosti govorijo, pa vse, ti se pa kar smiš, tako kot teliček. Sam to moraš dolgo plačati za to. Sam pol, sem jim rekel, boj pa francoski, vi se lahko z mano zavrkavate zdaj, ker vidim, da ni vse čisto katoliško govorenje važe. Ko veš, se belca vedno malo norce z njega. Ti si znal francosko si šel tja? Ja, francosko znal. Malgaščina si se mogel naučiti. In je zanimivo, sem ko bom jaz jezik znal, bom vam fest nazaj vrnil. In se prej spoj se z mladino, pa z otroki, pa starimi, to se hitro naučiš jezika, hitro naučiš. Ja, pa so pa začeli pa lepo govoriti, pa začeli pa, ker ste nazaj kako močno povedali, so pa kar strah jih je bilo pol. Ampak ni važno. Mi smo se v tem mojem času, enega leta, ko sem se jaz jezik učil, pa njihovo kulturo bral, jaz sem precej ogromno prebral njihovi kulturi, zgodovini, naroda, vse, starimi deci se pogovarjali, da sem dobil, da si mičkaj zastopal in te spremlja za svojega. Zakaj se pa ta bed za nas zanima? Je gotovo zato, ker ima Kristusa, ki pravi, prije, da nas pozna, to je gotovo dobra stvar. In istočasno ti spoznavaš njega in dobivaš nazaj odzive, če pa tako, če se tako zastopa, pa je Bog ta njihov res dober, bomo začeli pa še mi vrvati. To je prva stvar, da se na to navadiš. Samo pol po večjih letih, ko pa vidiš, da ne more jeti brez infrastrukture, to je pa pol tista Bevčovska analiza, je pa treba pa začeti. Zakaj? Zato, da bomo imeli zdrave ljudje.
Prvi star sem jaz naredil, je bila bolnica dol pri meni. Ne? Daj malo razloži, koliko je to odročno v bistvu, ker jaz mislim, da si marsikdo ne predstavlja, ne? Tam ni cest, koliko pa Ne, lejte, to ni v Varenčanu, ker je bil ceten slovenski misionarji, to ni tako daleč, to je od 60 do 160 do 200 km. Ne? Sam to ni daleč, če je cesta dobro. Ne? Sam, ko boš pa peš, je pa to daleč, pa ne se ti ne luša vsak dan peš hoditi, ne? Dvakrat na mesec greš, pa imaš dost, ne? Vse zmate se pa boli. Ne? In tam so ogromne vasi, ko bo poti 5 do 6 tisoč ljudi. Ne, to je vse starjeno, to, ko priješ noter, ne moreš, med hišo ne moreš iti, tako se hiše stisnjene skupaj. Ne. In tam živi ogromno ljudi, ne, in tam nimajo zdravil. Pa veš, kaj to pomeni, taka vas pa nima zdravil. Ne. Pa ne bo šel 60 ali pa 160 km peš po zdravila nekaj, se može trikrat umre doma. Ne. In takrat sem se odločil, da bom naredil dispanser, da bom imel svoje doktorice tam, Slovenko, in je bila Slovenka, prišla z Moravč dol, sicer živi v Argentini, in najprej sem pa jaz 5 let sam zdravo. Jaz župnika nisem vedel, kaj aspirin. Ko sem prišel dol, sem pa po noč bral slovar zdravil, se učil na pamet, in ko sem zjutraj prišel bolnik. Postal splošni zdravnik. Ja, pa sem dajal, ne. Sem pa kjer umrl, drugače pa kar v redu bilo, ja, pa smo jih rešvali, boš ko reč, ne. In potem, ko sem videl, da to ni moje delo, sem poklical pa Alenko Grošljevo, to, iz Argentine, je pa prišla za 3 let k meni, ne, in je ona pol delal v dispanseru, tam, ko sem ga jaz zgradil, jaz vam povem, da je imela po 300 pacientov na dan, ne. Se dobro, da je preživela ženska, tako delo je imela, ne, ker to so bolezni, najhujše so bile malarija, pa so bile gliste, pa je bila sifilis. Kaj je tista najbolj tipična bolezen dol? Da, malarija, ne, in največ ljudi za tega tudi umre, ne, pa imaš pa razne utrujenost, pa razne ti atropske bolezni, zedavce želočne, vse to je bilo, ne. In zato se je začel graditi, ne, pa ljudje, ko smo bili pa skupaj, so pa videli, da pravzaprav cerkev spremeni. To je pa zelo pomembna stvar, ne? Da vera v Jezusa spremeni človeka. Ne? V vasi, ki ni bilo nič, ne vere, ne protestantov, nič. So prišli, da bi zgradil šolo. Sem šel, pa zgradil šolo. Ne? Ampak mi je še dal žal. Pa še zidov sem imel, to je bilo 37 km stan, smo vse mogli na ramenih nositi, cement, pa na en smo izgradili. Še danes mi je žal, ker nima dobene podlage, humanosti, poštenosti, zvestobe neč. Ne. Vsak čarovnik jih premeša in ni šole po let. Da je to s čarovniki mečkan razloži. Ja, no, kako dol to poteka? Ker vsak človek je religiozno bitje, ima v sebi to. Ne, in Magaš ima 3-krat bolj kot evropski človek, ker evropski človek je že pokvarjen s temi novo tehniko. Ne. On pa ima, on je religiozen človek. On ve, da je v ozadju Bog, ki se to ustvarja. Ne. Oni nimajo direktnega kontakta z Bogom, ko imamo mi, Jezus tabernaklo, Jezus je ljubezen, z nami živi, ampak to Bog je tam gor in se ga treba bati. Ne. Ampak tisti, ki ima pa povezavo med Bogom pa preprostim ljudstvom, je pa čarovnik. Ne. In tisti čarovnik mrske ve, ne? In če on kaj reče, to je sveta stvar za ljudi in z tega se bojijo. Ne? In čarovnik je pa tudi koristoljubc. On napove točno tiste stvari, ki se v vasi dogajajo. Ne? Zakaj sem jaz bolan danes? Zato, ker sem se pred 14 dni skregal z mojim sosedom, zdaj je pa on mene zacopro, pa ene zdravile dal, zato sem jaz bolan. Ozdraviš pa samo na ta način, da bo dal on kontrastrup ali pa nekaj drugega, da pa boš pa spet zdrav. Ne? Se pravi, da ti iskane denarje zategnil. Čarovnika, po drugi strani pa laže, ker vse pozna, kako je. Ne? Sam tam je vse povezano med seboj. Če je ta bolan, je zaradi tega, ne? To je en vzrok nekje. Ne? Mi smo pa rekli, da to je bedarija, da to ne gre. Ne? Smo se pogovarjali zvečer. Ne? In veš, da mnogo ljudi je spoznali, da to res, ne, in pol smo začeli, ko je evangelij začel predvsej parodirati že v srce Magašov, so bili čarovniki slabe volje, ne. Ti si imel kar resne konkurente v bistvu. Ja, sam jaz sem šel vedno do čarovnika, preden sem začel kaj delati, sem šel k njemu na obisk.
Jaz sem šel vedno z njim na obisk z 1 litrom šnopca. Jaz sem 1 liter šnopca z seboj, se rekel, pri njemu na obisk, rekel, le, sem nov župnik tle, jaz sem Belci, jaz bom tle zdaj stanoval, jaz bom znanje Evangelija, ampak le, to tvoj delo ti upravljaš, kukar češ, ne, sam ti si gospodar dušu tej vasi, pa to, a mi daš dovoljenje, da še jaz delam, ne, pa sem mu točil šnopca, on je pa pil, ne. Ja, jaz pa tudi sem bila koncoval v Kajenu. In seveda, ko je bil v Kajenu, je rekel, župnik, ti dele, kaj češ. Ti dele, dam dovoljenje. Si bil požegen. Seveda. In naslednji dan sem iz celi vaške skupnosti povedal, čarovnik je dovžegen, boste nič ne bo narobe, če te molili in tako naprej in gre nota. Pol po tolikih let je pa rekel, veš, župnik, če bi vedel, tega ti ne bi dal tega dovoljenja. Zdaj so se prevzil mi ljudje. In ljudje, ko se ga čas sprejeli, tu jih je osvobodilo, oni so čutili, da niso več v strahu. Brez naše krščanske vere ima izkusil občutek, da jih nekdo nekaj gleda, preganja in tako naprej. Vera naša Jezusa pa pove, leta, se ste svobodni, leta, noben vas ne kontrolira, sami morate biti pametni, pošteno živeti in tako naprej. In to je bil tisti začetek, da smo začeli. In potem so začeli ljudje pač spraševati, pa daj nam cerkev narediti, mi bi tudi verovali. In takrat sem jaz začel graditi cerkev zaradi potreb ljudi. Zakaj cerkev? Prvo cerkev sem jaz na Madagaskaru naredil, se sem pol novo naredil tam. Lesena, preprosto. Zdruga sem rekel, ne bomo se šli bogatstva, ampak z njihovim materialom, z njihovim močmi bomo naredili cerkev in to je dosti za njih. Sem res verjel v to. Samo ta cerkev po 7-8 letih propadla. Vse da se je segnil, tam je ogromno dežal, pa še vmes smo pade, pa huda vlaga, pa termiti, vse. To vse v 7 letih ni bilo več cerkve. Če pa cerkve ni, bo pa tudi krščanstvo propadlo. Če ima, veš kaj, zato ker vsak kristjan, tudi v Sloveniji, mora imeti hišo, kamor lahko hodi moliti. Ker mu noben ne more reči, to ni tvoja bajta, to je moja bajta. Tle nas smeš širiti po naši zemlji. In tega Madagaskar še boljš v Sloveniji. Se grega da zemlje. Smo imeli primere, ker star dede zdorijo, kar uporabljate mojo veliko hišo za začetek molitve. Pa se pa skrega zemlje, pa nas vse nagnal. Pa je vse propadli spet. Zato sem rekel, kjerkoli bomo ustvarili eno krščansko skupnost, morajo imeti svojo dobro cerkev. Ne lesena, da propade, ampak zidano, da bo trajalo za skus. In zakaj to? Ne bo več propadla cerkev. Oni tudi, če bo šlo zelo dol, bo rekli, mi imamo svoj svetišče, mi imamo svojo vero, smo mi zgradili cerkev s pomočjo duhovnika, zato jo bomo spoštovali in gre krščanstvo naprej. Kjer je pa to bilo, tako kot so včasih mislili o znanjevanju Evangelija, tako malo romantično, mičkem po drevesem govoriš, pa da pa 3 leti nazaj, pa spet prejš, to ni neč. Vas, o znanjevanju Evangelija, ljudje morajo videti duhovnika. Jaz sem imel ta način dela, da sem hodil vsak mesec obiskati vse podružnice, pa jih je bilo 13, Po 14 dni me ni bilo doma, sem šel od podružnice do podružnice, spovedal ljudje v Rukovču, mašo imel, pa šel naprej. In to je bilo konstantno število ljudi, pa večja si vsako leto. Potem pa si bil kdaj bolan, pa nisi mogel, šel pa šele čez 3 mesece in že videl se osip. Se pravi, da moraš vedno v napetosti na špage držati kristjane, da zdržijo in da gre z veseljem naprej. Vse je normalno to, vse to je normalno, se da nič posebno. Zato je v našem pastoralu v Sloveniji tako pomembno, da župnika vedno dobijo ljudje doma. Da vejo, da je tam, da je prisoten. In sama prisotnost župnika v eni vasi že daje duhovno moč vasi. To, če bo kdo rekel, ja, včasih zdaj ne, to zdaj. Jaz vidim v Brusnicah, če te ni 2 dni, ljudje so čez mešen, kam je pa šel, zakaj ga pa ne, kaj pa je zdaj, pa ne. Da čutijo potrebo po svetosti, po prisotnosti nekaj Božjega, čeprav mi nismo Božji, ampak predstavljaš te tisti, ki te lahko da hrano v zadnji uri, na katerega daš po pomoči, tako duša boli pa tako naprej. In je to zelo pozitivno. In to je na Madagaskaru zelo dobro čutiti, ker jaz sem tudi predstavil Mašo kot nekaj čudovitega. To je gostija, to je ocet. Gostitelj je Jezus, gostitelj je Bog, zato pa pridemo mi na gostijo veselje, ponosni in tako naprej. Da ljudje niso imeli občutek, to je nekaj ena mora, iti k maš,
ko v Evropi to misli, kao da bo še imaš hod. Vsak pameten hodik imaš, ne v dušo hod. Vsak pameten hodik, ker ve, da je to duhovna hrana za njega in pogoj za večno življenje. Ne? In to se mi je skušal Majgašem prenesti in se mi zdi, da se kar zastopim. Pol se spomniš tistega trenutka, ko si spoznal, da si naredil pravo izbiro? Ja. To je bilo, prvi sem je čutil pravo izbiro že to, da sem šel na Madagaskar. Po prvem mojem prehodu v Madagaskar je mene Madagaskar pa njihov način življenja, pa ljudstvo prevzelo. Se pravi, nisem ga falil, Božji klic je verjetno bil tle. Drugi, ko sem se boril v zaporu z Jezusom, povem, zakaj trpljenje, ko sem dobil tisti. Jaz pravim en tak poseben Božji navdih ali pa tak Božji svetega duha, da do danes nimam problema s spraševanjem, pa delam za Jezusa, kukor pač vem in znam. Tretji, ko sem šel na podeželje, sem videl, koliko ljudje iščejo odrešenje, koliko jim to blizu, pa koliko jim to pomaga živeti, pa koliko to Jezus usmišlja življenje, tem ljudem se rekel, le napravi poti, zakaj češ. Cerkev smo graditi, kako bi višli graditi, kaj s tem, eno bajto, ka veš, da moraš imeti, da kaj, da boš mogel svojo rode nodati, In zato smo cerkev s kristjanom vsi skupaj gradili. To je bilo bolj igranje, čeprav so cerkev zelo lepe po Gorenjskem, ampak po Dolenjskem, tle po Sloveniji, ampak to je bilo odziv ljudi, da to hišo potrebuje, da bo imeli v svoji sredini Boga, kamor se bo lahko zatekli, v žalosti, veselju, vsem, Da je to le tisto okvir, kjer se oni doma počutijo, ker se počutijo, da je Bog z njimi, da je Bog maršel med njim, da z njimi živi. In to je čudovito občutek. V vsem tem času je bil tudi dober odziv strani Slovencev za pomoč pri teh projektih. To je posebno poglavje pomoč Slovencem, misionarjem, pa tretjemu svetu. To je izreden narod, kar se tiče dobrote. Jaz še nisem videl, pa smo se veliko pogovarjali s Francozi, Italijani, Španci, vse. Se rekel, kako vi morate cerkev graditi, kje da bi teh nas? Smo rekli, da Slovenci nam pomagajo, če povemo, da delajo, pa naredijo. Se rekli, Francozi, mi nič ne dobimo. Neč. Naša družina pa prijateljke dajo s tistem narediti. Slovenci, če smo imeli pa na čas, smo pa vedno dobili pomoč. Od prijateljev preko misijonske pisarne, da smo lahko vedno speljali tisto, kar smo mislili, da moramo narediti. Moramo pa narediti, ne da bi se bahali, da imamo denar, ampak ti vidiš potrebo na morju, lahko je krščanstvo še tako cvetoče, če nima cerkev, kamor bi hodila moliti, pa se osebno zahvaljati Bogu, bo propadla. Se pravi, kako dramatično se ti je spremenil pogled na svet zaradi te večdesetletne izkušnje? Oziroma kako? Ni to dramatično, to je lepa sprememba sveta, samo človek se sam pri sebi čudil, kako je lahko taka razlika sever-jug. Revna država, bogata država. V čem smo zgrešili? Zakaj evropski človek ima vse, on nima pa neč? V današnjem času nima telefona, nima elektrike, veste, potrebno pa se to ne ve. Klej se lahko dotakneva te rubrike samoumevnosti, ker pa nas je vse samoumevno. Greš kele do pipe, odpreš vodo. Voda pa te teče, da pa nimaš. Radiator odpreš. Na južnem delu našega, na moje fare, 150 km stran so bili kilometre po vodo, pa z veseljem pa še nazaj. Ni to, samoumevnost to ni, v življenju ni vse samoumevno. Jutri se lahko vse zruši, pa bomo šli spet krompir saditi, ker ga moraš mogo v trgovini kupiti. Zdaj greš v trgovino, pa misliš, da v trgovini na polica krompir raste. Ne, krompir mora nekdo predelati, pa ga da gor. In zdaj v tem našem obdobju evropske, in to mislim, da je rak hrana Evrope, zato tudi nas napadajo Arabci, črnci in pridejo v Evropo živeti. Zakaj? Ker smo ranjena žival. Evropsko človeštvo je ranjena žival. In po naravni selekciji napadalce napadajo vedno najbolj ranjeno žival. In če bi to dali, recimo, Evropa, Afrika, primere, smo mi ranjena žival, kjer se ne moramo braniti. Bojo nas napadli. Pa pogledajte, na Madagaskar, če bi jaz pesa Božo, ne bojo šli nek men kot hilo. Ne bojo šli, ker to je pes, to je žival, to ni za, to je prekletstvo žival,
Tlegeš pa vidiš pa ženske evropske, trapaste, neumne, zmešane, vozijo pesa v vozičko, ne. Jaz sem rekel eni ženski, sem rekel, gospa, kaj nimate enega deca, da vam otroka naredil namesto tega pesa, je bila slabe volje, ne. Se vem, da nisem bil župnik, če je bil, pa mi dalo vse tega, ne. Se ga pa vas ni sram pesa voziti, ne. Namesto da bi 2-3 otroke vozili, ne, pa lejte, se sploh ne znajo ljubiti več, to bi mogli na Madagaskar učiti, ne, do 30-40 let pa ni oženjen, ne, pa dedec od 18 do 25 leta je tvoja dolžnost, da pripelješ babenco v Pojslo. To je tvoja dolžnost, prva, poleg tega, da si kruh iščeš, ne pa pri 40 letih, jaz zdaj bi se poženil, ti se pri 40 letih pripravljal na smrt, otroci bojo biti pa že 20 let stari, ne. To je normalen pa zdrav narod, pa ne bo nas dobeden napadel in bomo imeli dosti delavcev, ne, ki se bomo zdaj brali, in to se vidi na Madagaskaru, oni imajo rad življenje, dol je mlad narod, dol živijo, oni so srečno, ima 3-4 otroke, ne, da to je, in sami pravijo, mi sodelujemo z Bogom, pravijo, ne, nam je Bog naročil, pomnožite se, da bo svet lep, ne, in to imajo, ne, tle pa smo ranjeni, ne delamo več. Ljubec se nam več nalušta, ne, reč gledamo kak trapast film, ne, pa se zadovoljimo, pa to je, mislim, narobe svet, se to mora propadati, ne, to je, pa to mora propadati Evropa, ne, se zdaj ne čudim, jaz bom pomagal, če se bo, da bo čim prej, ne, zdrav narod gor zraste, ne, a veš, da ti vodiš na sprehode pese pa mačke, ti v glavu manjka nekaj, mislim, to ni zdrav, ne, to je ena velika luknja v glavi, ne, da to je nemogoče. Ne. Sam razvid del Madagaskarja verjeten in podobno? Ne, nima, razvid del Madagaskarja. Ker sem te hotel vprašati, koliko se je v teh 30-40 letih, zelo veliko, to je ogromno sprememba, čeprav sam ne vidiš, ko pa nazaj gledaš, kako smo začeli, pa zdaj je velika sprememba. Tudi pri ljudeh je velika sprememba, ker krščanstvo prinaša spremembe. Poganstvo pa ne. Poganstvo to je zaprt krog, ne, zaprt krog in tam not kobilice se obračajo, preobračajo, pobivajo, živijo, to je poganski svet, ne, to je, ker je naredil okrog sebe ograjo, da sam sebe ščiti, ne. Imaš pa krščanski svet, ko ljudi sprejmejo krščanstvo, se pa to odpre. Je pa to odprta družba in gre narod naprej z vsem pogumom, veseljem, videza, kaj je, imajo eno vizijo v bodočnost, do drugačnega življenja in to čutiš pri ljudeh, ne, in to gre naprej, ne, in to gre naprej in to z veseljem naprej. Zato je ogromna sprememba, vsako leto mora biti, če ne smo mi zastonj delali dol, ne. Zato smo svojo moč izgubljali, če ne bilo napredka. To so velike napredke, ne. Seveda, če pa gledaš napredke v smislu gospodarstva, ceste so narejene pa to, tle pa ni napredka še, ne, ni napredka. Samo ljudje se osveščajo, da to mora biti, da morajo tudi sami nekaj narediti, da če ni poti, da so tudi ceste narejene, da so sami krivi, ne, da če otroci ne hodijo v šolo, da je večji del krivda staršev, ki mu je vseeno, ne. Ko pa krščanstvo reče, vi imate dolžnost. To je Božja zapoved, da skrbite za otroke, za stare ljudi, za bolne ljudi in če hoče potem v tej ljubezni do Boga živeti, mora to tu razvijati in gre naprej, ne. Recimo, dok smo prišli dol, je bilo morbiti v Farafanganski škofiji, kjer smo Slovenci prevzeli južni del škofije, je bilo takrat meni okrog 3% kristjanov, ne, se pravi katoličanov in protestantov skupaj, ne. Zdaj pa mislim, da je že kar čez 20-30%. Kje se bolj domačega počutiš? Tukaj ali tam? Veste, kaj je? To sem jaz tudi razmišljal, da te večkrat vprašal. Jaz sem bil dol doma, pa srečen, pa vesel, jaz sem bil dol zakoreninjen. Veste, kaj je zakoreninjen, ne? Dol ne moreš življenjskega soka zgubiti, ker se me tako globoke korenine, pa tako črstven na zemljo, ne? Tako zaraščen v magaško družbo, da se nisem nič bal, to je pa za mene. Ampak, ko te pa prisili, da moraš zapustiti tisto stvar, ko prej sem se ve, da si v krizi 1 let, 2 let, ne, si misliš, ko pa zdaj to, ne, pa to, ne. Ampak, je pa ena stvar, ki se nikoli ne spremeni. To je pa vera v Jezusa. Ali na Madagaskar, ali v Sloveniji, moraš priti ga dol, moraš priti ga tle, moraš dol biti resen do ljudi, moraš tle biti, moraš svetopismo brati dol in tukaj ga brati. To te pa takoj nazaj vrže na
na ta pravo pot. Ne. Jaz sem se v tej nove fari, ker nisem hodil po operacijah, po bolezni, nisem hodil joka doma, se rekel, jaz kom to je močen, da lahko spet hodim, pa ne, da bi šel tako na faro. Se ne boš to gledal poprej, ampak dost pa, da lahko ljudje začutijo, da si z njimi, da jim pomagaš in tako naprej, da živiš krščanstvo. Objasnimo, v bistvu ti si po slabih 40 letih zaradi zdravstvenega stanja prišel nazaj v Slovenijo. Ja, mogo. Tudi po zdravstvene storitve in tako naprej. In zdaj si tukaj, ne? Ampak še vedno si župnik v Brusnicah. Ja. Imam pa eno oko stalno odprto proti jugu. Ja. Vedno. In sem bil zadnjič, to lahko povem, sem bil zadnjič na pregledu, rekel doktor, vse vrede, vse lahko greš nazaj. Jaz sem takrat že mislil, kaj to je, pa dol je, pa dobenem ne špove. Tako me je potegnil. Vsak, ki imaš pa te obveznosti tudi do fare, se rekel, bom pa reš še eno leto. Počakal, pa se bom pa odločil, ali bom šel nazaj, ali bom pa tle naprej delal. Kar ne pomeni, da tle je slabo. Tle vidiš, da ljudje tudi so želi Božje besede. Ne? In najbolj važno je, da se jim približaš, da je ta komunikacija, ki deluje potem, ne? In potem ljudje sprejmejo to vero. Ne? Je pa res, da sem imel morbiti mečkem več daru ali pa trme ali pa ušabnosti ali pa kaj sem česa, da sem vedno šel tam, kjer ni bilo še nič krščanstva. Ne? Ta zadnja fara, ki si mi odprl sam pred 14 leti, sem prišel noter z dvema delavca, tam je bilo 10-12 kristjanov, tisti, ki so bližji prej, pa so nazaj prišli, in smo začeli delati. Brez vsega, brez farža, brez cerkve, brez vsega. Ne? In zdaj, po 14 letih je tam 8000 kristjanov, pa 4-5 zidanih cerkv. Pa polno so. Kako je izgledal tvoj vsak dan, recimo? Ja, to zjutraj je za 4:30 vedno stal, 4:30 obvezno. Okay. Pa šel v cerkev, pa štivo za mašo, mičkrat zmoliti iz brevir, ki ga moraš zmoliti, o 5 prvi zvon, zjutraj o 5 zvoniš, pa se šel po spovednici, ker se ljudje zelo radi spoveduje, in sem bil do 5:30 v spovednici, skozi. Ob 5:30 je bila maša, ob 6 je bil čisti dan, so šli ljudje delati, pa so šel pa zidati, šolo delati, obiske prodati, na podružnice hoditi, ljudje so hodili. Zakaj je za Madagaško tudi zanimivo? Dol župnik ni bil nikoli sam, 40 let ni bil nikoli sam, doben dan sam, ampak je bilo vedno, to je bil farkir v Farožu. To so skozi hodili, in verni, neverni, protestanti, vse je hodili, župni živijo, koliko si kaj rabiš, gremo. Protestanti, župnika potem misliš, in pa ono. To je bilo skozi v gibanju do 7 zvečer. O 7 zvečer sem pa mogel veliko reči, fantje, zdaj pa stavim svoj cajt, domov. In smo domov nagnali, mislim, ker ne moš celo noč, pa je pa večer, pa smo pa tiste 2 ure za sebe, v tišini, pa imamo premišljavanje, branje, pa tako naprej. In to je bilo 40 let je bilo to. Anekdot pa čuda, verjetno. A bi lahko tukaj kakšno izpostavil? Čisto eno tako, kjerkoli, navdušujočo, eno tako za zamisliti vse. Bom povedal anekdoto. Lejte, jaz sem prišel dol, ker sem rekel, da ljudje niso imeli zdravnika, na nečem sem sam zdravo. In večina je to šlo, vse ampak kjer ni ratal, je umrl, pa mora biti ne za zdravje, ker smo jih narobe dali, ampak zato, ker je pač bil že določen, da bo šel. Najhujše bilo pa najbolj trpeli smo pa pri čem? Pri mladih puncah, ki so rodile, ali pa starejše, ko se zakomplicirajo, pa je pa treba to hitro pripeljati do bolnice. In to najhitrejše bilo v enem dnevu pa pol. To se pravi, da je to gotovo umrl, ponovadi so otroci trebuško umrli, so naredili kurtaž dol, so otroka ven spravili, mamice pa le v živo ostale. Enkrat se spomnim točno, so šla z Lojzetom Letonom, Land Rover smo imeli, in gremo obiskati Francija Mihelčiča gora, Klemena Štolca, ne vem, kjer je bil tam, in smo ga šla obiskati skupaj. In 20 km pred Ranomena, tam, kjer je bila moja sosedna fara, je bilo 200 ljudi na cestu. Ostal v župniku, ostal, kaj pa je zdaj to, sem rekel, to pa ne. Ostal pa, prav ta ženska ne more roditi, dajte je pelati hitro doktorem, da kaž bo umrla. Se rekli, ajde, ona ne gre gor, pa 4 ženske z njo. 4 ženske, 2 na eno stran, 2 na eno stran, vsi ostali pet, da pa peš, ne moramo pelati, sem to pelava.
Pa se rekel, zdaj imamo žensko v spredju v kabino, ne, ki je noseča, pa vse boli pa to. Rekel, ne, kar odzad idemo. Je dal odzad pole, pa ta Bog in Lojze tako vozil po tistih jamah, da je gor do stropa si odbival pa dol, ne. Ona pa porodna bolečina že šla naprej, ne. In kaj je bilo, se rekel, Lojze, ali bo umrla, če jo vozi, rekel, ne, rodila boš videl. In ko mi pripeljemo Radomeno, kjer je bil ta Klemen Štolcar, so avto stal, še nismo ven stopili in že otrok jug. Vse se je razmigalo, otrok šel naprej, leto, super, redila. In rekel, Lojze, vidi, sem ti rekel, ne. Pa ne samo to, kaj je bilo najbolj zanimivo, daj samo ime Land Rover. In če te vi zdaj na Madagaskar, pa vprašate, kje je Land Rover, to je že moj 30 let, star boste videli Land Rover, kje je Land Rover. Potem smo ga pa krstili, seveda, je mogočen drug svetniški imel drug vzeti, ne moš Land Rover krstiti, ne. Ne, take stvari so. Ali pa smo peljali otrok, mamico v bolnico, pa je na motor rodila, ne. In tiste ženske, ki so bili zraven, je bolj že jih ne bilo. Smo s mojim pomočnikom se sama to naredila. Zakaj? Ker one so vreščale, ne, tam moraš biti pa zbran, pa narediti hitro, pa gremo naprej, ne. Pa lahko vreščejo, ko je bilo odzorno, zdaj ga pa rektite, mi smo še naprej, ne. Take stvari. Kar se tiče oznanjevanja Evangelija, je vlastno bile lepe anekdote, ne, to je bilo ljudi. Eno vas se dobro spomnim, Maha-B se imenuje, smo začeli oznanjevanje, vesel sem bil to 60, 70, 80 ljudi, vsi pogajani bomo. Pa že bo tudi tako hitro dol, sem bil pa žalostен, pa kva pa je to zdaj, da doben več, ne. Samo veste, to je tako, kadar je preveč človeškega v tem odnosu, da pozabiš na Boga, to propade. In jaz sem takrat videl, ne se vesel, dokler tega Bog ne blagoslovi. In sem bil propadlo, ne, en let ni bilo neč, pa pride en star dede sprav župnik, ne pride nazaj, mi molimo. Je pa že koliko dolg, ja že 3 mesece, koliko pa vas je? Kar nekaj nas je, ne, pa je bilo mi tam oko 50-60. Ampak čist drugi ljudje. In je taka lepa cerkvena skupnost ratla, da je Janez Mesec tam zgradil novo cerkev, jaz sem naredil reda, on je sam še dozidil, da je bila več, ne. Se je rekel, se Bog z nami poigra, ne. Ni to moje del, jaz sem bil vesel, to sem jaz naredil, ne, drek. Vse ti izrušil. Jaz bom delal, zdaj prid pa ti zraven, da boš pod mojim vodstvom delal, ne. In takrat imaš poniž reči, ja, Bog se res, ti si šef, ne jaz, ne. In potem tudi imaš drugačen odnos do ljudi, ko jim rečeš, lejte, to je Božje delo, to je naše delo, ne. Ne bi to šabno, da gaš bo streljal, da bo se zgorel, ne, če je v šabnost prevelik, ne. To je Bog nas poklical, skupna irma in je lepa skupnost, ne. Pa še drugih, mnogo drugih. Pa smo vozili, ne, avte nam skoraj prvarne se, pa ogromno do tega, ne. Ja. Najlepši večeri so bili pa, takrat, ko smo cerkev delali po daljni vasi, ko smo bili skupaj z ljudmi, s tistimi starimi, mladimi, v tiste male hišce, odkar je bilo nas 10-12, ne, pa si je res kogo, da zakaj je nabajati, tako da si mogel mišiti, da se ti oči pekle, ampak tam so bili lepi pogovori, ne, tam so bili šefi, tam so bili one doma, ne, one tam povedali, to je njegova hiša, se imenuje Čano B, ne, to je velika hiša, ne da je velika hiša, ampak to je spoštovanje, to je naša hiša, kaj smo mi gospodari. In upo vse povedati, kar misli, ne. In zdaj, če sem bil zelo ponižen, sem zbral to, poštušal, da se lahko loži ljudem, pa lažje ljudem razloži, kaj je evangelij, kako se ga lahko približamo in tako naprej. Zato je bilo to je bilo res, to so bile najlepši trenutki mojega življenja, do konca, ne, kar smo odpirali kako novo postojanko in to bilo res. Kaj bi svetoval recimo nekomu, ki si želi iti po podobni poti, recimo, da je to zunaj tam tak, ki bi... Če bi treba razložiti dve stvari. Če je laik, da gre na svojo lastno kožo, ali pa da gre v imenu cerkev, da ni duhovnik, prva stvar je, mora imeti neskončno rad Jezusa, pa za njega vse potrpeti in ne iskati dobenega svojega osebnega ugodja, ne? To je prva stvar, ne? Odpovedati se vsemu. Druga stvar pa imeti neskončno rad ljudi. Niti trošnica, niti najmanjša pikca v šabnosti pa tiska, ne, visokosti pokazati, če je tu, njemu ni treba, da gre, ne. Bo več hodanje do sebe, ljudem sploh, pa še cerkev zraven. Se pravi, mora biti
da moraš biti, se moraš odpovedati vsem svojim neumnostim, človeškostim, obdobju, vsemu, predvsem na razpolago tebi, Gospod. Na drugi strani sprejmem vaš Afričane, Malgaše, tam, kjer ste, taki, kjer ste, in bom se trudil, da skušal vas razumeti, zakaj živi. Ker mi smo tujci dol, ne? Jaz kot duhovnik, mene se za svojega sprejela, ampak sem tujc. Jaz bom vedno tujc, že po barvi kože sem tujc, jezika ne boš nikoli tujc, da pa si tujc. Zato moraš biti spoštljiv do njih. Ne? V vsakem primeru moraš biti do konca spoštljiv, ne? Znati njihov jezik, naučiti se njihove kulture, pomagati nam vse. Ne? To je spoštovanje tega naroda. Če tega nimaš, doma ostane. Jaz vem, ko sem bil, ta faro, ko sem gradil, so bili belci dol. Ne? 9 jih je bilo za en mesec, so oratorici, ki so oratorij vodili. Ne? Kje ima spali, na tej hišci, to je bila pa mehna hišca, kaj se je 4x4, pa ne, 2x3 mora biti. Ne? In tam noti 9 spali, 9 punc, pa en fant, naših teh, Slovenk, ne? Vse okrog 18-20 let star. Gleda tam not spati, ja, pa se zjutraj zbudijo, je župnik, je pa stranišče. Se ga tle not po kofije zapete, ne? Pet do kave, tle ni straniško v Sloveniji, da kar 5 not po kavi, pa naredi, pa pred nazaj. Ja, kaj pa toaletni papir, samo imaš od kave listja, kaj se ne rabiš to, ne? In to je bilo škandalno za njih, one so se škandalizirale, ne? In veste, kaj o čem je hec? One so šle noter, Malgaši, ko je na WC not po kavi, ali pa je stolce se hodil prva leta, ne? Smo vedeli, kam stop, da niso vse zagazali, ne? In one so gazili s tistimi gojzdi, na not tiste kofete so bili gojzdi na meš tujšen, vse se je pa smrdej. Ja, župnik tle je grozen, ja, ni grozen, vi ste pa če znate hoditi. Kje pa te kopalnice, nemate kopalnice? Ne, ni kopalnice, pa dol v reki. In sem mogel čez breg še dol se kopati v reko, ne? In seveda ni lepšega videti sred vasi na koncu sveta, poj pa na desno, belci, ki se grejo kopati. Vsa vas je šla za njih. In to se jih gledalo, ne, in da seveda, ne, to se vse režajo. Pa prije nazaj župnik, le nekako učedene, vse nesrečne, pa pravi župnik, a pa zdaj pa živimo ujemo. Se ko ja bomo jedli, tukaj imaš riž, tu je malgaška hrana, tu se je. Ja, pa jaz ne jem riža. Ja, boš pa potrpela 2 meseca, boš šla nazaj v Slovenijo, pač ne boš nič drugega jedla. To je riž. In potem se ga najprej toliko vzame za pol žličke kavne, ne? Potem na koncu pa že kar orenk, že kar pol kile, ne? Lakote, najboljše, ne? Ja, in je vesel. Ampak kaj je bilo zanimivo, to je to, kaj se zgodi. Zanimivo je tukaj sprednjo Slovenijo na dopust, pa me pokliče, rekla župnik. Od tistega dne, ko sem bila jaz pri vami, jaz tako spoštujem stranišče, bolj kot kakšna druga stvar. Jaz vem, kaj je na stranišče, sred planjave, ne, prvič. Ja, zdaj pa stranišče ga vam vedno kot Boga tam spoštujem. Ali pa, da ni hrane, nikdar več nisem zbirala te salamce ne bom, tega piškotka ne maram, ne, rekla, kar je na mizi spoštljivo, samo vse ostalo dan pa nazaj. Rekla, to sem jaz dobila pa v tej befutaki, ne. Zakaj? Se pravi, da en lajko gre dol, ne, če je odprt, do sprejema drugačnosti, ker tu je drugačnost, ne, je lahko srečen. Če pa do tega ni sprejet, ni treba dolet, ker bo sem trpel. Kako torej gledaš, to si je lep primer zdaj dal, na preizkušnje in kaj naj po tvojem človek naredi v času preizkušenj? Da so lahko mini preizkušnje, lahko so, ostale je bila zdaj nekaj srednja, pa so še pol... Pa so pa še hude preizkušnje, ko te kdo, ali pa recimo, ko te bolezen zadene, ali pa ko te ne spremlja v eni vasi, pa špravi, ne zanima krščanstvo, ne, in ko se preizkušaj, boš nadaljeval, boš pustil, ne, to je. Vedno je, za mene, vedno pomagam tisto temeljno odločitev, bom delal za Boga pa za človeka. Ne? In to vero imeti v Boga, ki je ljubezen. Ne? To je zelo težko pokazati ljudem, prikazati, dotoč ljudem, Bog je ljubezen, Bog ni maščevalec. Ne? Zato, če ti Boga imaš rad, te vsake preizkušnje bo šel mirno skozi, se nimaš česa bati. Ne? Bog nam je vse dal. Ne, je pa res, da nekatere bolj preizkuša, druge manj. Ne. Jaz veliko pravim, milost Božja je draga, to košta, ne, to ni zastojn. Od vsega ne gre zastojn nikoli. Ne.
v cerkev moraš vedno zelo drugo plačati vse. To ni govor o denarju, to je govor o tvojem umirjanju samemu sebe. Nedelja vežna moširno kmaš je primer, ne? To je Božja zapoved in pa ne samo zaradi zapovedi, ti si lačen Boga, moraš je, ne? Imaš pa dober prijatelj, ki rečejo, ne je tja, gremo na Krvavec smučati, to je veliko boljš, pa vroč čaj bomo pili, pa to je adrenalin. In zdaj se pa na odločitve, ne? Ali boš šel, sledil prijateljem, ki ni slabo povabilo, ali boš sledil njim, ki je pravzaprav jačanje medčloveških odnosov, ali boš pa rekel, ne, nedelja je Gospodov dan, jaz rabim Boga, jaz moram imeti k njemu, ne. In če te ta ljubezen do Boga tako prevzame, boš rekel, tam fanti, ne, danes je nedelja, jaz ga molim, ne. Se pravi, da si mogel veliko plačati, da si svojo veselje do smučarije si mogel odžagati. Do prijatelja si mogel drugič, ne. Si mogel mrsičemu se odpovedati, ne, zaradi Božje milosti, ki ti je Bog dal, da si kristjan, da si šel k njemu, namesto da bi šel tam, ne. Milost košta. Ali pa recimo za mene, ne. Jaz bi rad imel žensko otroko, pa jaz bi jih imel 10, ne. To je lušen del. Ja, ne. Pa to je res, ne. Ampak, če te bo poklical, ti dal milost, da boš duhovnik, ne. To je milost, ki te košta ogromno, ne. To je milost, ki te košta 50 let, ko se sprašuješ, a sem prav naredil ali nisem prav naredil. A ne bilo bolj, če bi imel otroka. To je milost, ki te košta, ne? Da se odločaš, pa hodiš vedno znovu za Boga. In če veš, da je Bog ljubezen, da te ne bo nikoli zapustil, lahko vsake preizkušnje prideš ven zmagovalec. Čeprav boli, čeprav trpiš, čeprav ti včasih si v temi, ne? Da ne veš, kaj bi naredil. Ampak če verjameš v Boga, te Bog spremlja na poti in na koncu vidiš, ko nazaj gledaš, mater se lej. V tistih trenutkih samo v dvomu. Lej kot mi po kakih ovingih pa poti mi Bog pelil, da če ne bilo tega, najbrž bi vse propadlo. Bog je za nami, vodi nas, čeprav mi mislimo, da ne. Da. Tako da preizkuša govoriti, jih je veliko, vsak dan na cesti, vse posod, ne. Samo moraš imeti pa tisto globalna, ne, fundamentalno smeritev mora biti pa vedno pred očmi. Če tisto fundamentalno smeritev zgubiš, Bogu služiti, ljudem služiti, boš hitro šel na stran pot. To si dal v bistvu univerzalen recept, kako doseči nekaj, kar si zadal. Točno tako je. Ker se je tvoje bistvo zadalo. Je pa zančen, kaj rekel, in to mi je bilo zelo čudovito, rekel, da 2 dogodka so v življenju človeka zelo pomembna. Najvažnejša je, prvi dogodek je takrat, ko si se rodil, ne, tvoj rojsten dan, rodil. Drugi pa je, ko najdeš smisel svojega življenja. In to je čudovita stvar, ne? In če najdeš smisel svojega življenja, živimo za Boga, za Unga, to je drugi najpomembnejši dogodek v tvojem življenju, za tega živiš in konc problema, jih ne več. Še 2 vprašanja imam. A bi to bil recimo tvoj citat, ali imaš kakšnega drugega še, ki ti je zelo pri srcu? Jaz sem zelo pri srcu mojo novomašno geslo, ne? O človek bilo ti je razadeto, kaj je prav. Da si ponižen in da skromno hodiš za svojim Gospodom in da pravično ravnaš v svojem življenju. To je, ne, bilo ti je razadeto, Bog nam je razadel, ne, da moramo biti prvič ponižni, skromni, pa pravično živeti, pa v ponižnosti hoditi za Gospodom. Če je to vedno pred našimi očmi, se imamo česa več bati, ne. In to je tisto, da drugi dogodek v mojem življenju, ko najdeš, ne, ko veš, zakaj živiš. Jaz živim za to, ne. In poleg tega, da me mama rodila pa na svet spravila, je to druga stvar. Najdel sem, ne, pot, najdel sem ta dogodek, ki mi bo celo življenje vodil, prav to, da ponižno hodiš za Gospodom. Mislim, da si mi odgovoril oba dva, obe dve vprašanji. Super, porežno naprej. Ostani, to zadnje cajte, da oskrat rečem tako na teh pogovorih, kaj jih imam, ostani tako izrazito svetla točka te človeške družbe še naprej, pa upam, da se še kdaj srečava v takem. Hvala, jaz bom ostal svetla, ne svetla točka, ne vem. Vem pa, da je pred mano svetla točka, ki me vodi, zato ne bom nikoli zašel. Da bom padel. Vem, da bom. Včasih mi je žal, da ne padem, ker je padeti včasih lepo.
Ne? Ne, razumeš, eden je rekel, oproščam se ti za vse grehe, ki sem naredil in za tiste, ki jih nisem naredil, pa sem si jih želel narediti. Ne? Se pravi, da moraš to igrivo življenje vzeti, ne? Ampak zakaj? Ker je v spredju lučka, Jezus je lučka, ki je vodi nas, ki nam nikoli propade. In to je najbolj pomembno. Ne? To je bolj pomembno kot padec. Hvala ti. Pa na cigaret. Cigaret.